Kaj imajo skupnega totalitarni režimi, džihadistične, teroristične organizacije in politično modne gibanja, ki skušajo prepričati Američane, naj preuredijo svoje življenje in politične prioritete? Vsi uporabljajo propagando, taktike zastraševanja, zakon, družbeno izolacijo in pritisk, da prepričajo ljudi, naj pasivno sprejmejo nesprejemljivo, ne le kot nekaj normalnega, ampak kot neizogibno nujnost. Sovjetski in kitajski avtoritarizem, islamistično nasilje ter indoktrinacija mladih Američanov, da verjamejo v krvne obtožbe proti Izraelcem in Judom, ter v doktrino svobodne Palestine, so vsi produkti orwellovskih taktik, ki skušajo sicer izobražene in razumne ljudi spremeniti v poslušne služabnike zlobnih režimov. In ista vrsta strategije je svobodne države, kot so Združene države Amerike, v času vrhunca pandemije spremenila v diktature, zaprti zaradi covida. Danes v oddaji Think Twice podrobno raziskujemo, kako deluje nadzor uma, skupaj z bivšim analitikom CIA in radijskim voditeljem Buckom Sextonom, avtorjem nove knjige Manufacturing Delusion. Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Think Twice. Morda smo mislili, da je svet preživel pandemijo covida, vendar je resnica, da smo še vedno sredi nečesa, kar je lahko prav tako, če ne celo veliko bolj smrtonosno kot virus, ki je leta 2020 obrnil svet na glavo. Psihična epidemija, ki je orožila radikalne agende, se je razširila po vsem svetu. Rezultat pa je širjenje islamističnega terorja in okoljskega ekstremizma. Isti proces spodbuja prepričanje v spolno ideologijo in nenavadno predstavo, da je ustvarjanje svobodne Palestine ter izbris edine judovske države na svetu čarobna rešitev za odpravo zatiranja na svetu. In prav tako enostavno je prepričal ljudi, da jih bodo pred smrtjo rešile zaprtja, maske in cepiva. Uspešno širjenje teh toksičnih idej je omogočeno z enakimi taktikami, ki so komunistični diktaturi omogočile, da je več kot 70 let terorizirala prebivalce Sovjetske zveze in jih še vedno uporabljajo drugi totalitarni režimi in diktature, kot sta komunistična Kitajska in Severna Koreja. Do danes vsi uspevajo s širjenjem zablod o svetu, ki jih uveljavljajo s prebrisanimi strategijami. To je v bistvu opralo možgane množicam, da so verjele v stvari, ki bi jih razumni ljudje sicer takoj zavrnili. Kako to deluje tako v svobodnih državah kot v avtoritarnih režimih? Veseli smo, da je danes z nami nekdo, ki je to vprašanje temeljito preučil in napisal novo knjigo, v kateri razpravlja o tem, kako vse to deluje. Buck Sexton, znan profesionalno kot Buck Sexton, je nekdanji agent CIA, ki je služboval v protiterorističnem centru agencije in v uradu za analizo Iraka. Nato je delal v obveščevalnem oddelku policije mesta New York, kjer se je ukvarjal s primeri terorizma. Od takrat je začel uspešno kariero na radiju, kjer je vodil oddajo Buck Sexton Show. In nato je leta 2021 združil moči s Clayem Travisom in skupaj vodita oddajo Clay Travis and Buck Sexton Show, ki je na konzervativnih radijskih postajah po državi zamenjala Rusha Limbaugha. Program sta leta 2025 ponovno zagnala na 550 partnerskih radijskih postajaj in zdaj vodita lastna podcastna omrežja. Je avtor dveh knjig, leta 2012 izdane Occupy American Spring, The Making of a Revolution, ter pravkar izdane Manufacturing Delusion, How the Left Uses Brainwashing, Indoctrination and Propaganda Against You. Buck Sexton, dobrodošli v Think Twice. Najlepša hvala, da ste me povabili. No, Buck, najlepša hvala, da ste si vzeli čas in se nam danes pridružili. Začel bi z vprašanjem, zakaj ste se odločili napisati to knjigo prav zdaj. In mislim, da je prav tako pomembno vprašanje, zakaj ste se odločili napisati nekaj, kar je hkrati zgodovina orwellovskih taktik nadzora uma, ki jih uporabljajo zlobni režimi in gibanja, kot tudi polemika o tem, kako to vpliva na našo današnjo razpravo o aktualnih vprašanjih. No, veš, Jonathan, dolgo sem čakal, da napišem knjigo, deloma zato, ker sem vztrajal, da jo dejansko napišem sam, kar rad poudarim, ker mislim, da je to vse bolj, recimo temu, izgubljena umetnost. In to je pomembno.
In jaz sem nekdo, ki bi rad videl več ljudi, ki se preživljajo s komentiranjem in ustvarjanjem vsebin, da bi sami pisali svoje knjige. Tako da je to moja prva misel glede tega. Namesto, da bi imeli pisca v ozadju, ali da bi to namesto njih naredil nekdo drug. Tako da sem knjigo dejansko napisal sam, to mi je vzelo kar precej časa, vključno s 6 meseci pregleda strani CIA, ker sem bil častnik CIA in imam doživljenjsko obveznost, da vse, kar se nanaša na mojo zaposlitev v CIA, dam v pregled. Moral sem iti skozi njih, preden sem lahko objavil knjigo. Kakorkoli, razlog za, oziroma ideja, naj rečem, za knjigo je bila, ljudje so med covidom ponoreli. Mislim, da je to precej očitno. In medtem, ko sem takrat poskušal ljudem povedati, da se dogaja veliko norosti, so me preglasili zaradi mojih političnih idej. Kot naprimer, hej, če si mlad in zdrav, živi svoje življenje naprej. To je noro. Vsi bomo to dobili. In veste, ljudje so govorili, da sem kot morilec babic in vse te druge norosti. Mimogrede, nihče se mi nikoli ni opravičil. Ja. Tudi nikoli nisem prejel nobenega opravičila od nobene platforme, ki mi je dala opozorila ali me izključila, vključno z YouTube, Facebookom in PolitiFactom, ki je napisal celo zgodbo o tem, kako... Ampak to ni knjiga o covidu, kaj ne? In to je bilo tisto, kar je bilo tako... Moral sem to povedati svojemu založniku in priznati jim je treba, da so to razumeli. Bilo je tako, v redu, vemo zagotovo, da lahko ljudje gredo. In mislim, milijoni in milijoni ljudi v Ameriki lahko v bistvu izgubijo kompas in znorijo. Pod pravimi pogoji pritiska, tako imenovanega strokovnega soglasja, čustvenega apela, vse te stvari skupaj, tesnoba, manipulacija. In sem rekel, v redu, veste, vemo, da je to resnično. To se sicer dogaja tudi na drugih področjih življenja in dogaja se tudi na drugih področjih politike, samo ni v takšnem obsegu, kot smo ga videli med covidom. Torej, kaj je tista povezovalna nit? Kakšne so podobnosti med ljudmi, ki so, mislim, v procesu manipulacije, v ustvarjanju zablode, kar je seveda tudi naslov knjige? Kako ustvariš iluzijo, da ljudje mislijo, da ne bi smeli imeti otrok zaradi ogljičnega odtisa in podnebnih sprememb, kar je še en resničen pojav? Mislim, Zanje? To je anksiozna motnja. Nekdo bi moral poiskati strokovno pomoč, če resnično misli, da bo že to, da ima otroka, obremenilo svet, veste, zaradi podnebja. Ali kako prepričate ljudi, da so na tisoče in tisoče, 10 000 temnopoltih moških vsako leto umorjenih strani policije brez posledic in zgolj zaradi rasizma, kot je to prikazovalo gibanje BLM in kot so pokazale ankete? Torej, to so nore ideje oziroma blodnje. In obstajajo stvari, ki se dogajajo oziroma stvari, ki povezujejo vsa ta prepričanja. Vprašali ste o zgodovini. Zgodovinski del se je izoblikoval, ko sem rekel, počakaj, kdo je to naredil najbolje? Kje so bili v bistvu na, recimo, profesionalni ravni, na prvi stopni ustvarjanja zablod? In to bi bile totalitarizme 20. stoletja. In dejansko so preučevali in bili zelo očitno obsedeni z idejo ustvarjanja lažnih resničnosti, v katerih so morali ljudje živeti. In tako sem potem pogledal, kaj so počeli, preučil te taktike in jih uporabil v različnih političnih scenarijih. In vse to sem združil v knjigi, ki jo ljudje zaenkrat res radi berejo in so se iz nje veliko naučili. Hvala, ker ste poslušali Think Twice. Ne glede na to, ali nas poslušate na katerikoli od podcast platform ali nas gledate v živo na Facebooku, X ali na JNS YouTube kanalu, prosim, všečkajte in ali se naročite na JNS. Kliknite na zvonček za obvestila in nam dajte dobre ocene. Poleg Think Twice obstaja tudi dnevni podcast Jonathana Tobina, kjer z vami delim še več novic in analiz o najpomembnejših vprašanjih, s katerimi se danes soočamo. Dnevno oddajo lahko najdete pod Jonathan Tobin Daily na kanalu JNS, kjerkoli poslušate svoje podcaste. In zdaj nazaj k današnjemu programu. Mislim, da je to res pravi čas in zelo pomembno, da ste se dejansko vrnili k temeljnim načelom v zgodovini. Ker, veste, to se ni začelo leta 2020, veste, s pandemijo ali z BLM. Ali danes, veste. Ljudje tekajo naokoli in kričijo Svobodna Palestina, ter mislijo, da v Gazi poteka genocid. Enake taktike, enak scenarij je bil na nek način že napisan prej, pa vendar vedno reagiramo, vedno se zdi, veste, da ljudje vedno znova nasedejo temu.
Ko večina ljudi pomisli na izraza nadzor uma ali pranje možganov, običajno pomislijo na zlovešče iluzije. Kot pretekli totalitarni režimi, kot je Sovjetska zveza, prek del Georgea Orwella in njegovo knjigo 1984, ali celo filme, kot je Kandidat iz Mandžurije, ki ste ga omenili. Ampak čeprav govorite o tem, kako takšne taktike ustvarjajo samomorilske napadalce, člane kultov, gre za več kot le za osamljene skupine Američanov, skupine, ki bi jih večina Američanov preprosto označila za nore ljudi. Gre tudi za to, kako modne smernice usmerjajo našo sodobno, popularno kulturo, kaj ne? Da, in zato s tem začnem v vsakem poglavju. Razdelil sem to na različice glavnega pristopa oziroma načina, kako vlada. V tem primeru običajno vlada, lahko pa tudi prepričanje, ideja, kult ali teroristična skupina potiska stvari naprej. In začnem s svojim časom v Nigeriji, ki je bila moja prva naloga v tujini. Tako da je tu nekaj zanimivih drobcev v moji karieri v CIA izpred mnogih let, ki jih prej nikoli nisem mogel deliti. Tako sem bil v Nigeriji v zelo zgodnjih dneh radikalizacije, ki se je približno desetletje kasneje spremenila v Boko Haram. In Boko Haram je postal druga najbolj smrtonosna teroristična skupina na svetu po številu žrtev, takoj za ISISom na vrhuncu ISISa oziroma Islamske države. Torej, ko je Islamska država počela najhujše stvari, ki jih je počela, in veste, zasužnjevanje Kurdov ter pobijanje celih vasi in vse te stvari, je bila to edina skupina na svetu, ki je v terorističnih dejanjih ubijala več ljudi kot Boko Haram v Nigeriji. Zato je Boko Haram dobil precej manj pozornosti. Na Zahodu je bilo čutiti napetost, vendar so samomorilski napadi, samomorilski napadi v cerkvah, žal postali tragičen in nereden pojav, skupaj z najrazličnejšo grozljivo ideološko motivirano brutalnostjo. In tako sem začel z vprašanjem, kako je to videti, kateri so nekateri zgodni znaki in na kakšne načine začneš opažati, da se družba ali skupina znotraj družbe začne nagibati k radikalizmu. In to me je pripeljalo do tega, da se spomnim, da sem videl otroke, ki so bili zunaj mošeje. Zdaj so bili radikalizirani? Morda ne. Bistvo je, da so očitno obstajale poti, ki so bile uporabljene. In tako sem to začel raziskovati na začetku svojega časa v agenciji. In potem se je začelo moje iskanje razumevanja, kako lahko radikaliziraš ljudi katerekoli starosti, iskreno, ali kogarkoli, ki lahko razume osnovne stvari, ki se dogajajo okoli njega. In potem me to pripelje do raziskovanja pogojevanja in Pavlova v najzgodnejših dneh razumevanja. Resnično, veste, Pavlovo vprašanje je fascinantno. Povedal ti bom, Jonatan, imel sem veliko več strani o Pavlovu v knjigi, a so jih izrezali, ker sem se res zelo poglobil v Pavlova. Ljudje ga, veste, povezujejo predvsem z zvoncem, psom in slinjenjem. Prav tega nujno ne povezuješ s to temo, ampak mislim, da ti uspe pokazati, da se vse začne tam. Zelo drži. In Sovjeti, še posebej Stalin in kasneje, so poskušali izkoristiti dediščino Pavlova za svoje lastne namene. Praktično kot izvir znanstvene misli za celotnega novega sovjetskega človeka in celoten eksperiment nove sovjetske družbe, ki temelji na znanosti. Ker je bil velik, bil je največji znanstvenik resnično, kar so jih, vsaj po slovesu, mislim, da so jih kdaj imeli. Bil je Nobelov nagrajenec. Toda tisto, kar je odkril, je bilo vprašanje, oziroma njegovo iskanje je bilo razumeti, kje se možgani in telo resnično prepletata. In šlo je za več kot to. Najprej, kot sem omenil v knjigi, je šlo za metronom ali brenčač. Pravzaprav ni bil zvonec. In ni šlo za urjenje. Nikoli ni rekel, da uri pse. Uporabljal je pse kot eksperimentalne živali, veste, na enak način, kot ljudje preizkušajo različne stvari na živalih, kar je lahko zelo sporno. Mimogrede, njegovo testiranje bi bilo po naših današnjih merilih izjemno sporno. Torej, če imate radi pse, kar velja tudi zame, je v Pavlovovih laboratorijih nekaj zelo težkih stvari, ki jih izveste. Ampak kakorkoli, poskušal je razumeti, kje ima neposreden učinek na telo. In prav tako je poskušal najti načine, kako ustvariti bolj popolnega človeka, kot pravi sam. V bistvu, kako lahko dosežemo, da ne bi bilo prirojenih bolezni. Tako je imel v svojem raziskovanju veliko večje ambicije. Toda zaslovel je zaradi raziskav želodčnih izločkov, ki jih je opravil. In del tega, veste, pomeni želodčno kislino. In del tega je bil v redu, torej
Lahko nekaj vidiš in tvoj želodec se lahko na to dejansko fiziološko odzove. No, potem to ljudi začne voditi v razmišljanje, kako globoko to gre in koliko se lahko tvoj odziv skorajda avtomatizira. In to me pripelje do zgodbe o poplavi v laboratoriju, o kateri govorimo v knjigi, kar je bilo za Pavlova in njegovo ekipo izjemno fascinantno. Kratka različica zgodbe, zaradi katere mislim, da bi si ljudje morali priskrbeti knjigo, čeprav je tudi v knjigi precej hitro opisana, je ta, da je laboratorij poplavljala v današnjem Sankt Peterburgu, kjer je Pavlov izvajal raziskave. In psi so mislili, da bodo, veste, psi so živali, a so se dobro zavedali nevarnosti, v kateri so bili. Mislili so, da bodo vsi umrli. Mislili so, da se bodo vsi utopili. In njegovi laboratorijski asistenti so v zadnjem trenutku prišli noter in uspeli rešiti te pse. In to je bil očitno srečen konec. Kar je bilo zanimivo, pa je bilo to, da so se pri nekaterih psih pojavile velike spremembe osebnosti in da je bilo nekaj njihovega pogojevanja, za katerega so v Pavlovovem laboratoriju potrebovali leta, da so dosegli določene odzive na različne dražljaje, izginilo. No, zdaj vemo, da lahko travma prepiše notranje povezave. In vemo, veste, zdaj o tem vemo več. In potem ljudje zelo odkrito govorijo o PTSM-ju, ne glede na to, ali je posledica vojne ali drugih situacij. Veste, če ste na primer v hudi prometni nesreči, imajo ljudje zaradi tega PTSM. In to lahko povzroči izjemno fiziološko reakcijo. Torej, potem pridemo do tega, s čim so totalitarni režimi eksperimentirali naslednjih, recimo 50 let še posebej agresivno, ali pa naslednjih 60 let agresivno. In to je eno, a lahko ustvarimo družbo, kjer je dejansko toliko umetno ustvarjene travme in toliko nadzora, da lahko nadzorujemo tudi ljudi. In to je zelo podobno temu, kar se je zgodilo v Maojevi Kitajski, Sovjetski zvezi, Severni Koreji. In govorimo o nekaterih od teh programov. Ja, in mislim, da je to tudi zame zelo zanimivo. Prav tako govoriš o tem, kako je to povezano s tem, kar imenujemo stokholmski sindrom. In ko gre za sprejemanje različnih idej, se zdi, da je družba kot celota postala talec ideologov in totalitaristov. In v svoji knjigi to razčleniš. Govoriš o menticidu, pranju možganov, zlorabi prava kot orožja, vsiljeni fobiji, izolaciji, veš, konstrukciji identitete in propagandi kot načinih, kako delujejo nadzorniki uma. Razloži nam, kako to deluje, ne samo, veš, v nadzorovanem okolju Sovjetske zveze, kjer so se ljudje bali trkanja na vrata, ampak tudi v sicer svobodnih ameriških javnih forumih, veš, in ne samo v mučilnicah iz romana 1984. Ja, seveda, absolutno. Mislim, to je bil tudi drugi ključ. Namreč, čeprav rad pišem o zgodovini tega, sem želel, da je zelo aktualno. Zato govorim tudi o določenih, veš, sedanjih situacijah. In to je nekako bilo, to je bila saj umetniškost moje teze oziroma knjige, ki sem jo moral res prodati svojemu založniku. Ker so rekli, glej, veš, boš razmnožiti. Če boš govoril o maoističnem pranju možganov, recimo, vzamem to kot primer, kar razumem. Mimogrede, celotna zgodovina pranja možganov, odkot izvira ta izraz? To je v knjigi. Ljudje bi morali vedeti, da tega niso imenovali pranje možganov. Američani so temu rekli pranje možganov. Temu so rekli preoblikovanje misli, kar je zelo zanimivo, ker ti pove, da ne gre samo za izbris. Zelo orvelovski izraz. Zelo orvelovski izraz. Gre tudi za rekonstrukcijo tvojega razmišljanja. Želijo iti dlje od tega, veš, lahko nekoga pretepeš do pokorščine in ga zmedeš v celici in nenadoma začne blebetati nesmisle. Kitajski komunisti so želeli, da ljudje pridejo ven in izgovarjajo obvezne slogane ter to počnejo z navdušenjem. Kako to dosežeš pri nekom? Vključno z ameriškimi vojnimi ujetniki v Koreji. Točno tako. In poleg tega, mimogrede, ljudje pravijo, seveda samo pištolo prisloniš nekomu na glavo. Ne. Nekateri od teh ujetnikov, najbolj znani, so bili prebežniki v kontekstu Korejske vojne, Američani, ki so želeli ostati tam, potem ko so bili propagandna orodja. V študiji Roberta Liftona, ki je res temeljna za razumevanje pranja možganov, ljudje, ki so svobodni, ugotovijo, da se lahko osvobodijo. In v njihovih začetnih intervjujih o tem, kaj so jim naredili v kitajskem programu pranja možganov, in to so mimogrede zahodnjaki, niso nujno Kitajci, pravijo, no, razumem, in oni ponovno gradijo družbo. In veste, razumem, zakaj so to počeli, govorimo o stokholmskem sindromu.
Programiranje, ki so ga prijeli, je bilo v njihovih glavah tako močno, da so potrebovali čas, da so sploh dojeli, da so bili popolnoma zlorabljeni in uničeni. Ampak pomemben del povezovanja teh stvari, dal bom primer, ker to omenjam v knjigi in upam, da si bo vsak izmed vaše zelo bistre publike priskrbel svoj izvod. Ampak kot pravim v knjigi, moj namen ni reči, da smo vsi v maoističnih izobraževalnih taboriščih. Moj namen je, da možgani delujejo po določenih poteh. Naši naša čustva, kaj ne? Gre za več kot samo za nevrotransmiterje in neurokemijo. Gre za to, kako delujemo kot ljudje. Obstajajo določene stvari, ki si jih vsi želimo. Obstajajo določene stvari, katerih se vsi bojimo. In obstajajo načini, kako se te stvari lahko za politične namene posebej izkoristijo in obrnejo proti nam. In tako je priznanje nekaj, kar se v knjigi pojavi precej podrobno. V maoističnem kitajskem sistemu preoblikovanja mišljenja ni bilo dovolj, da je nekdo priznal. Pretepli so te, dali so te v celico. In seveda bi lahko vse te ljudi preprosto usmrtili. Ampak poskušali so narediti več kot to, kaj ne? Ali pa so bili Poskušali to. To je veliko bolj ambiciozno od tega. veliko bolj ambiciozno. Poskušali so reformirati družbo. To je nekaj drugega, kot pa, veste, postaviti vse v vrsto in jih ustreliti v zatilje, kar se je prav tako zgodilo pri totalitarcih. Ampak to je bilo v redu, zdaj ste pod hudim pritiskom. Moraš priznati te grozne zločine, ki si jih storil. Ljudje, ki ti ukazujejo, da priznaš, vedo, da teh stvari nisi storil. In ti veš, da teh stvari nisi storil. Ampak končno, po vsem tem pritisku, se zlomiš in rečeš, v redu, priznam, bil sem vohun za Britance in pošiljal sem sporočila v Hong Kong. In v tem kontekstu Kitajske iz 50 let, veš, sem počel te stvari. In potem bi te še bolj pretepli in obravnavali bi te še bolj grobo, ker bi rekli, da nisi dovolj iskren. Ni bilo dovolj iskreno. In potem bi se vrnili in šel bi skozi postopek znova in rekel bi, v redu, prav, in dodal bi še kaj. In morda bi rekli, no, to je malo bolje, ampak še vedno ni dovolj iskreno. In morda bi te prisilili, da napišeš svojo lažno izpoved 5krat, 10krat, kolikokrat pač, 20krat, kolikorkrat pač. In na koncu, ko so menili, da si tako zlomljen, da v svoji glavi ne moreš več ločiti, kaj si v resnici storil od tega, kar se je zgodilo. Ker si postal tako ustvarjalen z mislijo, no morda sem, ko sem tokrat nekaj rekel tej osebi, res storil kakšno dejanje izdaje ali sabotaže. Ali pa ko so te prepričali, da si res naredil nekaj narobe, so rekli, v redu, in so te premestili v boljšo celico. Šel bi v neke vrste prevzgojne razrede, kjer bi moral nekako spoznavati komunistično teorijo. Ampak to je bilo takrat, ko so te res zlomili. In pravim, v redu, nismo vsi v komunističnih celicah. Kaj je torej? Priznavanje svojega belega privilegija, ki ga morajo študentje početi na univerzitetnih kampusih. Prav. Kaj je priznanje bele privilegiranosti? Ali bo kdo kaj naredil? Ali bo kdo res spremenil katero od svojih navad? Zagotovo pa ne bodo spremenili zemlje. Priznanje. Še ena. Priznanja staroselskih ozemelj. Zakaj v resnici gre? Gre za to, da te zlomijo z občutkom krivde, da imaš občutek, da si nekaj dolžan ljudem okoli sebe. Ti ljudje ti potem lahko govorijo, kako bi se moral počutiti glede drugih stvari. Da se lahko odkupiš, da si lahko dober človek. Ampak to je tudi pokoravanje. To pomeni, da sem podvržen vsem neumnostim, ki mi jih želiš vsiliti. In potem pridem do uničevanja uma in transspolnosti. In zato, žal, ljudje, ki želijo biti zelo vljudni in uporabljati izbrane zaimke, morajo vedeti, da uporaba izbranih zaimkov ni samo stvar vljudnosti. Gre za to, da si del in soudeleženec laži. In to je izhodišče. To je vstopna točka za vse ostalo programiranje, ki se potem zgodi. In ko to enkrat narediš, Tega ne moreš ustaviti. To je bistvo. Mislim, da je to jasna primerjava. In to je tudi razlog, zakaj mislim, da je levica tako obsedena s to idejo, kar je očitno, kljub prepričljivim javnomnenjskim raziskavam. Veste, da obstajajo nekatera področja, podnebne spremembe so eno izmed njih, kjer so nekoliko zmanjšali pritisk. In mislim, apokaliptične podnebne spremembe, tiste ljudi, ki nočejo imeti otrok, ali pa, veste, jih popolnoma preveva tesnoba in zaradi podnebnih sprememb ponoči ne morejo spati, kar, če kdo misli, da to ni res, New York Times o tem piše povsem odkrito in pišejo za svojo publiko. Ne pišejo tega, da bi se iz njih norčevali. Pravijo, joj, poglejte, kako predan je ta borec proti podnebnim spremembam. Ampak
Veste, mislim, da ko pogledate te različne poti, po katerih ljudje hodijo, po katerih se podajajo, danes je žal toliko političnega odmeva, da se to dogaja. To se dogaja z ljudmi. Zato je knjiga resnično zadela v živo. Če te lahko prisilijo, da rečeš, da je penis vagina, če se vrnemo k transspolni temi, kaj te potem ne morejo prisiliti, da rečeš? Mislim, To je tako, kot ko si majhen otrok in prepoznaš, da je to moški, to je ženska, to je fant, to je dekle. Če te lahko prepričajo, da zanikaš to temeljno prepoznavanje resničnosti, je to menticidna komponenta, ubijanje uma. Potem si v bistvu že škodoval svoji sposobnosti razmišljanja in razločevanja, ter si že podvržen vsem drugim psihološkim zlorabam, ki jih imajo pripravljene zate. Jo. Tako. Mislim, da je to res pomembno, ker ko to enkrat narediš, potem, če si Winston Smith v mučilnici v 1984, priznaš, da je 2 + 2 5 in da ljubiš velikega brata. In potem, potem te lahko prisilijo, da rečeš karkoli. Omenil sem, 1984, mislim, da je Orwellova 1984 ena najpomembnejših knjig, napisanih v kateremkoli jeziku v 20. stoletju. In to je ena tistih knjig, za katere res mislim, da bi jih morali ljudje prebrati večkrat v določenem obdobju. Vredno jo je brati in ponovno brati ter razumeti. Kar pa jaz vzamem iz nje za to knjigo posebej, je tole. Če želiš vedeti, kdaj se je res zgodil, recimo, menticid, ali pa kdaj ga resnično imajo v oblasti, se spomni, da takrat popustijo in ga izpustijo. Ko se končno obrne proti osebi, ki jo ljubi, in reče, vzemi jo. Veš, da mu nastavijo kletko s podganami in on reče, vzemi njo namesto mene. Ona je izdajalka. In gre za zlom. Tukaj pridemo do tiste živalske ravni človeka, kjer se zlomiš, boš opazil. Totalitarni režimi, oni, vedno želijo ustvariti družbo ovaduhov. Družbo, kjer starši niso varni pred tem, da bi jih lastni otroci ovadili. In obratno. Ne moram se spomniti imena, ampak seveda obstaja apokrifna zgodba o malem Morozovu ali kakorkoli mu je že ime. Ja, v Sovjetski zvezi. Fant v Sovjetski zvezi, ki izda svojo družino, izda lastne starše. Mislim, ampak to je kakšno boljšo ponazoritev družbe, oprane možganov z menticidom bi lahko imel kot to. In rekel bi, v redu, ljudje ne živimo v Sovjetski zvezi. Koliko ljudi, če poslušate še posebej, in glejte, povem vam, in to je povsem druga stvar. Ljudje so me spraševali, ko sem napisal to knjigo in verjetno grem na področje, kamor si ne želi vsak, da grem. Ko sem napisal to knjigo, se nekatere stvari, ki se zdaj dogajajo na desnici v politiki, še niso začele. Nekateri pogovori, recimo, se še niso začeli. Ta knjiga je zdaj, traja nekaj časa, kot veste. Moraš jo izdati, moraš skozi recenzijo, moraš vse to urediti. In potem si imel še pregled CIA. Jaz sem imel pregled. Tako da sem imel vse te stvari. Ampak na desnici so zdaj nekatere ustvarjene zablode. In ni me strah tega povedati. Celoten namen te knjige je, da moraš povedati resnico. Obstajajo zarotniške zablode, ki so, zelo. Nekatere od teh vključujejo, Epsteina ali Izrael ali Charlieja Kirka. Ali pa, obstaja veliko stvari, kjer ljudje govorijo nore stvari. A milijoni ljudi očitno verjamejo v to. In to je problem. To je nekaj, kar... Tudi mi. Tako da, ampak želim biti jasen. Zato sem začel ljudem govoriti, pravim, kar je v knjigi, zgodovina in taktike ter osnovna analiza, je uporabno širše kot le v levem-desnem paradigmu. Samo resnično verjamem, da ima levica s tem veliko večji problem kot desnica in da je to veliko bolj osrednjega pomena za njih. Mislim, da je na desnici to še vedno obrobno. Mislim, da je to danes osrednjega pomena za politiko demokratov, za demokrate. Še posebej, in veliko tega smo videli v zadnjih nekaj tednih, ja, seveda, ja. Ja, popolnoma. Ampak ni naključje, da je veliko propagande, ki jo ljudje ponavljajo, prežvekujejo, bilo prvotno napisane v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja, strani sovjetske propagande. Ko gre za antisemitizem in Izrael, to je samo en primer. Zdaj sem. In grejo za istim, govorimo o nekakšnih poteh in psiholoških pristopih o tem,
Ampak zavist in zamera sta izjemno močni sili v človeški politiki in vedno sta bili. In zgodbe, ki lahko te stvari povežejo, pa tudi zarotniško razmišljanje, ki ga ljudje poznajo iz Sovjetske zveze, Kube, komunistične Kitajske ali iz Severne Koreje. O tem sicer nisem pisal v knjigi, ampak je bilo to tudi del mojih raziskav. Veliko je teh stvari. Veš, kadarkoli nekaj napišeš in ti je všeč, je vedno ogromno stvari, ki bi jih rad vključil. Ampak veš, želeli so, da ostane jedrnato. Mislim, to naj bi bilo tako. To je tanka knjiga, vendar odpira pogled na številna druga vprašanja. Točno tako. Ampak količina zarotniškega razmišljanja, h kateremu se ti režimi zatekajo tako navznoter kot navzven, in popoln primer tega je, in to je povsem aktualno še danes, vsak, ki bi to izpostavil, preden je Maduro pristal v zvezdnem zaporu, vsak, ki bi rekel, da so ti bedaki uničili Venezuelo, je hlapec jankijevskih imperialistov. Delajo za CIA. Veš, oni so skupaj z nekaterimi. In to je žal zelo močno, ker se človeški zelo hitro oprime teorij zarote in jih noče izpustiti, saj nihče noče imeti občutka, da ga nekdo vleče za nos. In ko se enkrat s tem že strinjajo, jih je zelo težko prepričati v nasprotno. To je malo podobno razmišljanju v kultih. Mislim, gre za isto stvar. Ljudje vedno pravijo, zakaj je tako težko nekoga deprogramirati, če je v kultu. Poglejte, če pravite, da je bistvo v tem, da so izolirani, kar je ena od taktik v knjigi, je to res ključno. In v kultnem okolju si lahko izoliran od družinskih članov, prijateljev in stvari, ki ti dajejo kontekst za tvoje življenje. Lahko pa si tudi izoliran, kot je rekla Hannah Arendt za nacistični režim. Lahko si izoliran kot atomiziran posameznik, kar pomeni, da si prepričan, da si, čeprav si ves čas obkrožen z ljudmi, ločen od njih. Nimaš nobene povezave z njimi in pravzaprav se ti oni ali drugi okoli tebe zdijo zlovešči. Toda izolacija, na primer, zelo otežuje, da bi nekdo prekinil nekatere od teh povezav in vezi ali pa ponovno vzpostavil nekatere od teh prekinjenih povezav in vezi. Tudi ljudje ne radi priznajo, da so se motili. To je zelo osnovna človeška lastnost, vendar je zelo močna v kontekstu propagande in pranja možganov. Ja, zelo pomembno. Toliko zanimivih vidikov tega. In rad bi se poglobil v to, kako te taktike ustvarjajo poslušne islamiste in tiste, ki jih podpirajo. Ampak najprej se obrnimo na nekaj, na kar ste že namignili. In mislim, da se vsi v naši publiki spomnijo in so doživeli pandemijo covida. In veste, zgodilo se je, odvijalo se je v realnem času, vsi smo gledali in ves svobodni svet je bil deležen pranja možganov. Ne obotavljam se uporabiti te besede, da bi opisal, kako smo ubogali ukaze večinoma nevedne zdravstvenega establishmenta. Veš, niso bili nujno, Anthony Fauci ni bil Stalin. Ampak za obdobje 2 let med pandemijo covida, na podlagi tistega, kar so nam rekli, da je znanost, pa se je izkazalo, da v resnici sploh ni bilo tako, ljudje so počeli vse mogoče nore stvari, se izključevali in izdajali drug drugega. Mislim, vsi smo to videli v realnem času v trgovini in kjerkoli druge. In vendar, kot praviš, smo nekako samo rekli, to se je pač zgodilo. In zdaj tega ne počnemo več, ampak, kot praviš, nihče za to ni bil odgovoren. Nihče ni bil odgovoren. In poleg tega, dokler ne razumemo, kako se to lahko zgodi, in mislim, spet, ustvarjanje teh zablod se lahko zgodi znova. Pravzaprav menim, da če bi imeli celo, recimo, nekoliko bolj nevarno situacijo, kar je bilo povsem mogoče, izkazalo se je, da je bil COVID, glede na številke, po stopnji smrtnosti podoben hudi sezoni gripe. In če bi to takrat povedal, mimogrede, in če to še vedno rečeš, se bodo ljudje jezili na. Nekateri ljudje se bodo razjezili, motijo se. Ker še vedno vidiš ljudi, ki hodijo naokoli z maskami, ja, to je na neki točki postalo nekakšno vraževerje, mislim. Ampak če to primerjaš recimo z špansko gripo, napačno poimenovano, ki se je očitno začela na ameriški vojaški bazi, ampak to je čist druga stvar. Če pa govorimo o španski gripi, gre, mislim, za smrtnost nekje v razponu od 3 do 5%. Kar bi bilo, to bi bilo katastrofalno, takrat je bilo, ampak govorim v današnjem kontekstu, koliko bi to pomenilo. Ljudje bi popolnoma ponoreli po vsem svetu in vsi bi bili na družbenih omrežjih ter mislili, da je konec sveta. Če bi se zgodilo kaj takega, ali sploh imamo razlog verjeti, da smo zdaj bolj odporni na neumnosti, ki so nam jih vsilili? Mislim, včasih sem se o tem šalil, ker sem med pandemijo delal na radiju in bil sem, veliko ur na dan in vse to.
In šalil sem se, da je najbližje, kar lahko dobiš. Temu, da imaš kot Američan opravka s stalinističnim paznikom v zaporu, je bilo to, da si se moral med pandemijo covida ukvarjati s članom kabinskega osebja, ko si moral nositi te maske. Vse skupaj je bilo popolnoma samovoljno, veš. To je bil le samovoljen izgovor za izvajanje moči, ki je bil popolnoma nesmiseln. In vsi bi to morali vedeti, in če niso, so idioti. In spomnim se, da so mi rekli, da si ne nadenem maske dovolj hitro med grižljaji. Torej, stvar je v tem, da znanost ne more biti samovoljna. In ljudje so me spraševali, kako se mora temeljiti na stvareh, ki jih je mogoče ponoviti, kaj ne? To je res bistvo vsega. Torej, veš, tukaj je moj, veš, ti vzameš problem A, jaz vzamem problem B, naredimo iste stvari, morala bi dobiti podoben rezultat. Če ne moreva dobiti enakega rezultata, ali če so rezultati popolnoma različni, je nekaj narobe. In pri maskiranju so mi ljudje govorili, no sej veš, bolje kot nič, vse te stvari. Pa sem rekel, kako veš? To je absurdno. Tega ne moreš početi samo včasih. To bi bilo kot na najbolj osnovni in racionalni ravni bi rekel, predstavljaj si, da greš ven v orkan in rečeš, no, ne bom moker, ker bom polovico časa nosil dežni plašč. Mislim, to je neumno, brez besed. Ampak v bistvu so ljudje to počeli. Šli so v restauracije. Medtem ko jem, bom snel masko, ampak ko grem na stranišče, jo bom dal gor. To je bilo nelogično. Bilo je neracionalno, bilo je tiransko. In Faučin pogojevanje, kot Pavlovljevo pogojevanje, o tem govorim. In nekateri ljudje mimogrede gredo veliko globlje v to. Mislim, da se motijo. In poskušal sem to narediti. Dopisoval sem si z res najbolj znanim strokovnjakom za Pavlova, zagotovo v tej državi, glede nekaterih vprašanj, ki sem jih imel. In me je odvrnil od tega, ker obstajajo ljudje, ki pravijo, da je Pavlov, veste, predajal skrivna sporočila Stalinu. Mislim, to se ni zgodilo. Ampak vsekakor je bilo znotraj Sovjetske zveze razumevanje, bili so zelo dobro obveščeni. Mislim, nekaj časa je bil njihov ponos. Skoraj je umrl od lakote, ko je 5-letni načrt prvič propadel. Ampak veste, oni so plačali za njegove laboratorije in zavedali so se, kako močan simbol je bil za to, kar so počeli. Ampak ugotavljam, da je Faučijevo pogojevanje, mislim, nošenje mask, zame je bilo zelo jasno za vsakogar, ki je bil glede tega iskren. Ni šlo za to, da bi vas zaščitili pred virusom. Šlo je za prikaz poslušnosti. In bilo je nekaj pogojevanega. Na svoji najbolj osnovni ravni je bila vsa stvar covidna predstava. Bila je covidna predstava, vendar je bil to znak. Bil je znak, da si bil Eden od dobrih ljudi, pripravljen poslušati in prispevati svoj delež. In to me samo spominja na stvari, ki sem jih videl. Mislim, veliko sem raziskoval različne sekte veste, ko sem sestavljal to knjigo. In veste, v sektah nosite določene barve, nosite določena oblačila. Obstajajo stvari, ki jih počnete, te zunanje, fizične manifestacije. Mimogrede, mislim, da to velja tudi za religije, ampak ne želim posegati v odnos ljudi z Bogom. Hočem samo reči, da obstajajo stvari, ki jih ljudje počnejo fizično, ki naj bi bile zunanji prikaz vere. Če želiš pokazati, da imaš odnos z Bogom in želiš nositi križ, saj sem kristjan, če želiš nositi križ, je to v redu, ampak ne bi smel nositi maske samo zato, ker ti, veš, gospod Fauci to reče, kaj ne? To je bistvo. Prav. In to je ista osnovna ideja, da je šlo za prikaz tvoje zvestobe temu, kar so ti govorili. Popolnoma je bilo ločeno od... In v bistvu je polovica ljudi v Ameriki to popolnoma sprejela. Mislim, bilo je. In nekateri še vedno verjamejo v to. In nekateri še vedno hodim na letališče. Še vedno vidim ljudi. Še vedno vidim ljudi, ki strežejo hrano, včasih, veste, s kirurško masko, z medicinsko masko. To, veste, najbolj nora stvar mimogrede, za katero še vedno mislim, da se nismo zares lotili. Mislim, jaz sem eden tistih ljudi, ki so, še vedno sem zelo in moram biti previden, ker veliko ljudi, žal, mislim, da je tako, kot da smo pobegnili iz prevzgojnega tabora Faučijevega kultizma in covidizma in zdaj nočejo nikoli več slišati o tem. In lahko to na neki ravni tudi razumem, ker je to travma. Vse skupaj je bilo noro in, veste, ljudje so res trpeli. Ampak jaz sem še vedno nekdo, ki je zaradi tega zelo jezen, zato je bilo tudi raziskovanje za to knjigo tako pomembno. Mislim, da so ljudje v javnem življenju večinoma strahopetci glede tega in še vedno nočejo govoriti o tem, kaj se je v resnici zgodilo.
Mislim, da ljudje niso zares pošteni glede neuspehov. Poglejte, Bidenova administracija je bila naravnost katastrofalna. In vse, kar so naredili, naj so bili to ukrepi obveznega cepljenja ali nadaljevanje zaprtja šol in vse te stvari, so bile grozne. Trump se je poskušal boriti proti nekaterim od teh stvari, ampak bi tudi on lahko opravil boljše delo. Ja. Bil je tudi sam na nek način žrtev tega. Tudi on je bil žrtev tega. In mislim, da moramo biti glede tega preprosto iskreni. To je bilo prej, vedno preskakujejo. No, poglej, kako je bilo z zaprti na začetku. No, v prvih 60 dneh v resnici nismo vedeli, kaj vemo. In ukvarjaš se, kot sem rekel, z znanostjo, kjer bi moral sproti dodajati podatke in izvajati poskuse, tako rekoč. Ampak mislim, da moramo imeti popolnoma odprt in iskren pogovor. Mislim, zelo sem frustriran, da ima Trumpova administracija, zdaj ko ima nadzor nad vsemi temi agencijami, kje so velika poročila. Mislim, kje so stvari, ki jih lahko vidim na spletni strani CDC, ki pravijo, ja, veste, Cochranova študija o maskah kaže, da v resnici ne naredijo ničesar. Ja, v resnici je bilo vse skupaj prevara. Izvedli smo naslednje eksperimente, da pokažemo, da je to prevara. To je še vedno treba narediti. Ljudje, ki mislijo, da tega ni treba narediti, ne razumejo. Prišlo bo do, veste, mutiranega, veste, COVID-u podobnega. Prišlo bo do virusa, kakšne druge nesreče v laboratoriju. Prišlo bo do kakšne druge laboratorijske nesreče. Prišlo bo še kaj drugega. In spet bomo tam, kjer smo zdaj, ali pa tam, kjer smo bili prej, če sem natančen. Zato nisem odnehal. In tega ne bom pustil pri miru. Ampak, mislim, res so bile tudi stvari, ki so jih, veste, še poslabšali. Ja. Kar je še ena stvar, ki je ljudje ne razumejo. Najslabše, kar bi lahko naredili, je bilo, da so vse ljudi zaprli noter. Zaprli javna otroška igrišča. Plexisteklo. Najslabša stvar, ki jo lahko narediš s pleksisteklom, je omejevanje pretoka zraka v prostorih. Najslabše, kar si lahko naredil, mislim, da greš samo po seznamu. Najslabša stvar, ki jo lahko narediš, je, da vse prehitro priključiš na respiratorje. Osebno sem poznal eno osebo. Bil sem v New Yorku, v redu. V New Yorku sem živel ves čas COVID-a. Poznal sem eno osebo, ki je umrla med pandemijo COVID-a zaradi težav povezanih s COVID-om. In to je bilo zaradi tega, ker je bil na ventilatorju. Ne bi umrl, če ne bi bil na njem. Umrl je na ventilatorju. In umrl je na ventilatorju, ker so bili vsi prestrašeni in so ljudi dajali na ventilatorje, ker so se vsi tako bali, kaj se dogaja. In vedeli so, da je samo vprašanje časa, če si dovolj dolgo na ventilatorju, se ti pljuča raztegnejo, okužijo in vse to. Tako je umrl. Ubili so ljudi. Ubili so na tisoče ljudi. Zdaj razumem, da je bila to nesreča ali pa ni bila, veste. Ni bilo to, kar so nameravali. To se je zgodilo. To se je zgodilo. To se je zgodilo. Ja, mislim, da je grozljivo in imaš prav. Večina ljudi o tem noče govoriti. In res je, vlada, ki bi morala postaviti meje, ki jih nikoli več ne bi smeli prestopiti, je šla naprej, a mi ne bi smeli. Rad bi malo govoril o tem, kako enake taktike ustvarijo proces, v katerem stvari, kot so ure pravljic z drag kraljicami, ki so bile sprva videne zgolj kot vprašanje svobode govora, nato pa so postale obvezne. Dogodki, katerih namen je bil prepričati nas, da normaliziramo seksualizacijo otrok. In okoljevarstveniki uporabljajo enake taktike. To je, veste, ni šlo samo za norost okoli COVID-a. Razširilo se je na toliko drugih vprašanj, o katerih danes govorimo. Da, absolutno. Mislim, da je trud, da bi ljudi vključili v to. Menticid in transpolnost sta dve temi, ki jo obravnava eno od poglavij v knjigi. In menticid je očitno ubijanje uma. Joost Merlo, ki je bil psihiater, Nizozemec, judovski nizozemski psihiater med drugo svetovno vojno, ki je pobegnil pred nacisti, je bil dejansko za kratek čas zaprt. Mu je uspelo pobegniti v Združeno kraljestvo, kjer je bil del nizozemske vojske v izgnanstvu in je sodeloval z Britanci proti nacistom. Tako je on zasliševal visoke člane SS oziroma višje častnike SS. Tako je imel, veste, neposreden iz prve roke stik s tem, kako so izvajali svojo propagando. Torej, bil je psihiater, ki je sedel z najhujšimi zločinci. In želel je izvedeti več, napisal je knjigo, pravzaprav več knjig, ena izmed njih pa je bila Posilstvo uma, ki je pomembna knjiga v mojem raziskovanju. In ena od stvari, ki jih je želel izvedeti, je bila, kako dobiš, kot na primer Nemci, nemško ljudstvo, ne samo člani SS, seveda, ne samo predhodnica genocidnega Hitlerjevega režima.
Kako vsak dan ljudi pripraviš do tega, da so malo apatični, malo vpleteni, malo. In to je bilo tudi zelo zanimivo. In želiš k sokrivdi pritegniti čim več ljudi, ker nihče noče misliti, da je bil del nečesa slabega. In vsak, ki je bil vsaj malo vpleten v nekaj, bo veliko bolj verjetno to branil. In zato sem, na primer, jaz. Podaril sem, da bo ljudi, ki so svojim otrokom karkoli naredili v okviru teorije spola, zelo težko prepričati. Ne glede na to, kaj dejanski podatki kažejo, ne glede na izide, jih bo zelo težko prepričati, da so nepopravljivo škodovali lastnim otrokom. Veste, želeli bodo verjeti, da so nekaj naredili. Poslušali so zdravnike in so tudi ukrepali. In zdaj, veste, ustvarjate to širšo, če hočete, skupino v zmoti, ki se bo želela te zmote dolgo oklepati. A lahko je še veliko manj kot to. In mislim, da je prav tam Drag Queen Story Hour. Če ni boljšega izraza, je to nekakšna vstopna droga v ta svet sokrivde okoli transspolnosti, ker ljudje pridejo in jim povedo, da to, veste, sponzorira moja lokalna knjižnica. In to potem mora biti nekaj dobrega. In gre za sprejemanje. Kar pa ne povedo je, da je to ljudem znano. Mislim, DSM-ji so zdaj, žal, psihiatrija je resnično najbolj levo usmerjeno medicinsko področje glede na politično pripadnost. To je že dolgo tako in dobro znano. Tako nenehno spreminjajo stvari v DSM-ju, da ustrezajo trenutnim političnim potrebam, ne na podlagi kakršnegakoli dejanskega znanstvenega napredka, ampak preprosto, to je malo težko, raje to spremenimo. In ena od stvari, o kateri ne bodo govorili, a mislim, da je zelo pogumni, Jordan Peterson, na primer, o tem precej svobodno govoril, je autoginefilija, verjamem, kar pomeni, da ljudje radi se preoblačijo v ženske, ker jih to jih spolno vzburja. Torej, moški, ki se preoblačijo v ženske, je bilo dolgo znano, da to počnejo zaradi lastnega spolnega zadovoljstva. To je kot moški, ki imajo čuden fetiš na stopala ali kaj podobnega. To je v bistvu fetiš. In vendar so ljudje to povzdignili v vprašanje identitete, ki naj bi bilo vprašanje državljanskih pravic. Ja. Vprašanje državljanskih pravic. Otroci in njihovi starši bi morali praznovati. To je norost. In težava, ki jo imate s tem, pa je, da vsak starš, ki se je kdaj pojavil na enem od teh dogodkov, me slišijo, pa ne. Slišijo samo, veste, beli moški patriarhat. Prav, si nestrpen, ja? Veste, povem jim stvari, na katere je njihov takojšnji odziv, da se še bolj okopljejo in name zlijejo strupeno sovraštvo. In slabo se počutim zaradi njih, ker so bili prevarani. Mislim, da so bili na nekem nivoju mentalno uničeni. Bili so del nečesa, za kar bi vsak starš moral instinktivno vedeti, da je popolnoma, neprimerno, če to milo rečem. Ampak spet, levica te stvari potiska naprej, ker je to način, kako vzpostavljaš psihološko prevlado nad ljudmi. Ker si jih naredil sokrive za nekaj, kar razvrednoti nekatere njihove najbolj temeljne obveznosti in temeljna razumevanja sveta okoli njih. Ja, in resnično verjamem v to, samo malo bi preusmeril najino pozornost. Velik del naših javnih razprav o domačih in zunanjih vprašanjih je odvisen od sposobnosti progresivcev, da prevzamejo institucije izobraževanja in kulture. Da bi indoktrinirali generacije Američanov, da verjamejo v toksične doktrine, kritične rasne teorije, intersekcionalnosti, naseljenskega kolonializma, in politična levica predstavlja njihovo sposobnost, da te nazore vsilijo državi kot nujno zgodovinsko revizijo. A prepričati Američane, da sovražijo svojo državo in sprejmejo kult antirasizma, ni, vsaj glede na uporabljene taktike za njegovo promocijo, prav nič drugače od tega, o čemer smo že govorili, kot tudi od kulta džihadizma. Vse se vrti okoli istih taktik, kaj ne? In popolnoma res je. Ena stvar in glede na moje izkušnje me ljudje sprašujejo, zakaj bi napisal to knjigo. In rečem, bil sem častnik CIA v protiterorističnem centru, kjer sem delal proti džihadističnim teroristom, tudi na terenu v Iraku, Afganistanu in Nigeriji.
Bral sem njihovo komunikacijo, slišal sem bral in slišal sem njihovo načrtovanje, jih obravnaval kot ločene celice. Torej, sem opravljal to delo, bil vpleten v tisto, kar smo imenovali GVOT, globalna vojna proti terorizmu, kar je bil v resnici le krovni izraz. Splošen izraz za vojaške operacije proti džihadističnemu kultu smrti, ki se je, žal, razširila po vsem svetu. In to je nekaj, kar morate, vprašati. Zelo pomembna in zelo upravičeno vprašanje o tem, kaj se je dogajalo, odkot so prihajali ljudje. Recimo, nekdo, ki je odraščal v Birminghamu v Združenem kraljestvu, bi gledal videoposnetke na spletu. Ne glede na to, ali je šlo za Anvarja ali Avlakija, ali pa za bolj splošne, propagandne veje Al-Kaide. Gledali bi videoposnetke na spletu in potem bi rekli, odpotoval bom v Sirijo in postal samomorilski napadalec. Razstrelil se bom in ubil nedolžne ljudi. In to je zelo radikalna stvar, ne? To je zelo globoka psihološka zadeva in ni bila enkratna. Ljudje pravijo, kaj pa kakšen strelec v šoli nekje? In tega imate tukaj v Ameriki, pa tudi drugje po svetu imamo strelce v šolah. Ampak bi rekli, tam gre za nekoga, pri katerem gre za nek specifičen psihološki profil, ponavadi nekoga, ki je, izjemno nezadovoljen, običajno ima psihopatske lastnosti. To je običajno veliko globlje zakoreninjeno v duševni bolezni, pranje možganov, o katerem govorim. Ali pa bi temu lahko rekli radikalizacija. To je izraz, ki se običajno uporablja v džihadističnih krogih, kaj ne? Pot radikalizacije, nekaj, kar sem preučeval več let. To je pojav, ki vključuje ljudi, ki se sicer zdijo povsem normalni. In jaz se te dni na spletu pogosto zapletam v zelo napete prepire z ljudmi. Ker, Jonatan, lahko vam povem, da so me v zadnjem letu zelo pogosto imenovali za Juda. In potem še druge žalitve, sledijo še druge stvari, navadno žaljivke. Zaradi mojih stališč do Izraela in njihovega boja s Hamasom. In ena od stvari, ki jih običajno nimam, mimogrede, sem anglo-irski rimokatolik, ampak to ni pomembno. Sprejmem, karkoli želijo reči. To ne spremeni mojih stališč. Že dolgo razumem, da Hamas v veliki meri deluje kot kult smrti. In te druge džihadistične skupine, s katerimi sem seznanjen, delujejo kot kulti smrti, ki povzdigujejo mučeništvo in ubijanje nedolžnih za dosego nekega političnega in verskega cilja. In vedno se spomnim nečesa, kar se je zgodilo, ko sem delal na oddelku za Irak pri CIA. In to bo povezano z radikalizacijo, ker ljudje pravijo, da je zapleteno, da gre za geopolitiko. In imate nekoga kot Glenn Greenwald oziroma Noam Chomsky, ki je mimogrede napisal knjigo Proizvodnja privolitve, ki je po mojem mnenju zanič knjiga, ampak sem jo prebral. To je bila mala pripomba na Noama Chomskyja in njegovo zanič proizvodnjo privolitve. Ampak te ljudi, ki v bistvu v celoti upravičujejo džihadizem, češ, da to ni res islam, da to ni res njihova krivda. Vedno je to odziv na nekaj, vedno je nekdo drug kriv, nekdo jih je prisilil, da to naredijo. Mimogrede, to je klasičen narcistični psihopatski odziv. Ti si me prisilil, da sem to naredil. Razumeš? Ti si me prisilil, da sem ti zarinil nož v hrbet v kuhinji. Nisem imel izbire, kaj ne? Vedno je to, ti si me prisilil, da sem to naredil. Nikoli ni nekaj narobe z mojim pristopom ali mojim razmišljanjem. In ko pogledaš džihadistično sekto, Ko sem bil, tukaj je zgodba, delal sem na oddelku za Irak. In verjamem, da mesto, to povem ljudem, rekel sem, kaj je, Po 11. septembru in 7. oktobru, kateri je najbolj smrtonosni teroristični napad, največje število žrtev v enem dnevu v zadnjem delu 21. stoletja, recimo, kaj ne? Očitno je 11. september najhujši. 7. oktober drugi najhujši. Kaj je tretji? To povem ljudem in skoraj nihče ne ugane. Skoraj nihče ne ugane, ker o tem ljudje res ne razmišljajo. Ampak bil sem na oddelku za Irak, ko se je to zgodilo, in dejansko sem bil v tem delu Iraka, vedel sem, kje je to. In sem bil sem na tem območju.
In to je bil bombni napad, ki se je zgodil v jezickem mestu. Mislim, da je bilo to leta 2006 v Kataniji, ki je bila v severozahodnem Iraku. In Al-Kaida se je odločila parkirati tovornjake prekucnike, polne eksploziva. V bistvu v popolnoma nebranjeni vasi sredi puščave, brez kakršnega koli vojaškega ali strateškega pomena. Tam ni bilo nobenih koalicijskih sil, ki bi jih lahko napadli. To je bilo res na robu, na obrobju. In mislim, da so na koncu ubili, ne spomnim se, ali je bilo 600 ali 700 ljudi. Mislim, bilo je ogromno mrtvih za to, kar se je tam zgodilo. In spomnim se tudi, recimo, pogovorov in tistih, džihadističnih krogov takrat, ker sem bil v agenciji, in se spomnim, da sem lahko te stvari spremljal veliko bolj podrobno, kot bi jih lahko recimo pri New York Times ali pri Wall Street Journal. In razlog za to je bil, da so jih hoteli ubiti čim več. Ja. Samo čim več so jih hoteli pobiti. To je umor zaradi umora, ker bi to pomagalo prestrašiti druge. Točno tako. Ampak to je bila izbira čistega, neomiljenega zla, brez kakršnekoli vojaške vrednosti. Niso jim predstavljali grožnje. Samo niso jim bili všeč. In so šli. In tako so to naredili, to je bil džihadistična organizacija, bila je Al-Kaida v Iraku. Al-Kaida v Iraku, ki je bila seveda razkolniška od izvorne Al-Kaide. To ljudi vedno zmede, ampak veste, bila je pod Zarkavijem. In eden od razlogov je bil pravzaprav ta, da je bil Zarkavi tako krvoločen celo proti drugim muslimanom, da je celo Al-Kaida rekla, veš, tukaj bomo začeli izgubljati nekaj podpore svojih ljudi, prijatelj. Ampak ja, oni so preprosto želeli ubiti čim več ljudi, kot je človeško mogoče. In bili so navdušeni nad tem. In to ste videli tudi 7. oktobra. In to ste videli tudi 11. septembra. In to je resnično, in to obstaja. In ni nobenega posnetka Izraelcev ali Američanov, ki bi plesali na ulici, ker so bile ženske in otroci posiljeni, pobiti in umorjeni v velikem številu. To ne obstaja, ker se to nikoli ni zgodilo. Zato mislim, da je res pomembno razumeti tudi v tem celotnem procesu, kako je mogoče, da so ljudje lahko tako programirani v zablodo. Da je njihova najbolj osnovna človečnost zamenjana z nečim, kar je kruto in sadistično, ter slavi umor drugih ljudi zgolj zato. In ko razumeš poti, ki se uporabljajo, mislim, da imaš boljše možnosti, da poskusiš preprečiti te stvari, ali vsaj poskušaš ljudi odvrniti od teh stvari v prihodnje. Ja, rad bi se malo bolj poglobil v to. Kot ste rekli, so totalitarni režimi, kot so nacisti in sovjeti, uporabljali ustvarjanje iluzij za izvajanje in legitimizacijo genocida. Toda iste metode se zdaj uporabljajo za promocijo ideje, da je svet mogoče osvoboditi le tako, da naj bi osvobodili Palestino in izbrisali Izrael, pri tem pa v ameriški javni diskurs vnašajo antisemitizem kot nekaj običajnega. In to je ista vrsta stvari, ne? Da, popolnoma drži. In to je zelo zaskrbljujoče. In zaskrbljujoče je, da je to začelo dobivati oporo celo na desnici, veste, pri nekaterih ljudeh, vsaj nominalno. Mislim, da je to težko. Ljudje se tudi spreminjajo. Ljudje spreminjajo svoje politične pripadnosti, ko se, po mojem mnenju, vedno bolj poglabljajo v te stvari. Ampak ideja, da je celoten napor Združenih narodov za človekove pravice v bistvu že vse moje življenje predvsem ena velika obsodba države Izrael. In količina. Jeze, ki jo imajo ljudje v tej državi ne zdaj govorim o tistih radikalnih tipih na univerzah, ki so za umik naložb in pravijo, da gre za apartheid. Vse te običajne stvari, mimogrede, to obstaja že dolgo. Spomnim se iste retorike, ko sem bil sam na univerzi. Mislim, verjetno si tudi ti videl kaj od tega. Ni bilo tako razširjeno, a zagotovo je obstajalo. Bile so te frakcije in skupine. Progresivci, dolgi pohod skozi institucije, ni se začel, 8. oktobra, postopoma se je uveljavil. Ja. Ena izmed zanimivih stvari, ki jih opaziš, je, da se oblikuje neka zveza, neko zavezništvo. Ljudje včasih govorijo o rdeče-zeleni zvezi komunizma in islamizma.
Ampak v resnici gre le za zavezništvo različnih ideologij, ki ima, po mojem mnenju, določene skupne stvari. A historično pomanjkanje odgovornosti in objektivnosti do svoje strani, kar potem upravičuje najbolj radikalne in daljnosežne odzive z njihove strani. Ker ne moreš vzpostaviti nobene perspektive ali občutka za sorazmernost. Vse to mora biti izbrisano ali pa je preprosto zamenjano z neko lažno pripovedjo. In tako dobiš ljudi, ki so nekako na istem kampusu. Radikalci, ki zelo podpirajo Kubo in Venezuelo, zelo podpirajo tudi Iran. Prav tako, se znajdejo v postelji z vsemi temi modnimi, zelo levo usmerjenimi, pa naj bo to Antifa ali pa te druge, te. Karkoli že je, vse te skupine, ki se združujejo, bodo sodelovale. In vprašaš se, kaj imajo skupnega? In res se zdi, kot da brcajo v nosilne stene zahodne civilizacije. Mislim, zdi se, kot da si želijo vse skupaj podreti, če hočeš. To je njihova različica tovornjakov v Kataniji sredi iraške puščave. Samo vse zažgati, vse razstreliti. In mislim, da je to žal nekaj, kar moramo priznati, da obstaja. Mislim, obstajajo ljudje, katerih cilj je res vse zažgati, da bi potem lahko ustvarili nekaj popolnega. Mimogrede, ne verjamem, da kdorkoli izmed njih res misli, da lahko ustvari karkoli popolnega. Mislim, da si to morajo govoriti, ker bi sicer morali pogledati v ogledalo in priznati, da si v resnici želijo samo vse uničiti. Ja, in če želiš uničiti zahodno civilizacijo, vedno neizogibno začneš pri Judih. Seveda, tako to deluje. Ja, veliko tega se je dogajalo. In ja, mislim, v bistvu je zanimivo. Vsi, za katere mislim, da širijo te različne umetno ustvarjene zablode za svoje politične namene. Tudi, neizogibno, karkoli že je tema, če vem, kaj mislijo o BLM, vem tudi, kaj mislijo o Izraelu. Zakaj je tako? In kaj mislijo o Ameriki? In kaj mislijo o Ameriki? No, glej, ti in jaz govoriva ravno po 250. obletnici. Mislim, to presega parodijo. Koliko ste pripravljeni praznovati in biti hvaležni? Ali pa ste sploh pripravljeni priznati, kaj je Amerika in kaj je naša zahodna civilizacija, katere vodja smo zagotovo mi dosegla? Res je, bolj kot so tvoja prepričanja levičarska, bolj pljuvaš po vsem tem, misliš, da je vse skupaj absurdno, veš, niti nočeš, da bi FIFA vrnila ameriškega nogometaša v igro. Mislim, da je tako. Tudi če ti ni mar za nogomet. Tudi če ti ni mar za nogomet, karkoli, kar je udarec za strica sama, karkoli, kjer lahko začneš govoriti, da so za vse krivi Judi, karkoli, kjer dobiš, veš, te stvari, vse to gre skupaj. In v bistvu, ko rečemo, da je to ideološko, mislim, da je tudi psihološko. In mislim, da je tudi to sporočilo tvoje knjige. To je sporočilo knjige. Ne, to je. Moje zadnje vprašanje zate, Bak, bil si zelo radodaren s svojim časom, ampak želim se dotakniti tega, ker s tem tudi zaključiš svojo knjigo. In to je umetna inteligenca. Mislim, da večina ljudi gleda na umetno inteligenco s kombinacijo zanimanja in strahu pred neznanim. Ampak kako se ta nova tehnologija vklaplja v miselnost tistih, katerih cilj je utišati nestrinjanje in nadzorovati misli, da bi ustvarili progresivni svet, ki si ga predstavljajo, čeprav, kot praviš, v resnici ne verjamejo v nobenega od teh? Ja. Mislim, da je to smešno, ker sem začel s Pavlovom in zelo osnovnim prepoznavanjem zunanjih dražljajev, ki povzročajo fiziološki, refleksni odziv, kaj ne? To ni niti to, da nekaj vidim in se potem odločim, da bom reagiral na določen način. To je, da nekaj vidim in začnem, vidim medveda v gozdu. Pod pazduhami se začnem potiti in, adrenalin mi začne naraščati, kaj ne? Mislim, tukaj pride v igro povezava med možgani in telesom. Zanimivo je, da takrat, ko je Pavlov razvijal te stvari, ni vedel ničesar o DNK. Ni poznal vojne vijačnice, ni imel računalnikov,
To je bil šele začetek dobe antibiotikov. Mislim, to je bilo zelo zgodnje obdobje. Mislim, najbolj zanimive raziskave Pavlova so bile, dobil je Nobelovo nagrado na začetku 20. stoletja, v zgodnjih 1900-ih, ampak mislim, v 20. in 30. letih 20. stoletja, mislim, šele smo vstopali v velike znanstvene napredke 20. stoletja. Res jim je precej predhajal. In zdaj vi govorite o koncu knjige. Smo na točki, kjer mimogrede, Elon Musk, jaz? Omenil sem eno od njegovih podjetij, to je, Neuralink, ki proučuje dejanske neurokemične poti v možganih. In poskušajo ugotoviti, kako resnično omogočiti slepim, da vidijo. In ljudem, ki so izgubili, ljudem, ki so paralizirani, omogočiti, da ponovno uporabljajo svoje okončine. Mislim, to bi bile znanstvene čudeže, ampak to odpira tudi zelo zanimiva vprašanja, ker bolj kot razumemo kako daleč smo od nevronskega vsadka, kjer bi lahko v bistvu zahtevali poslušnost. In tudi kako daleč smo, in to je en del tega, zdaj to je že nekoliko bolj špekulativno. In razumem, ena izmed velikih stvari pri Pavlovu mimogrede je bila, da je rekel, da je bilo pogojevanje pri psih vedno različno. In to je tisto, kar vedno povem ljudem. To je dober del vsega tega. Tudi pri najbolj strogih znanstvenih protokolih, da bi psi reagirali na določen način, so bili nekateri psi odporni. Nekateri psi so bili srečni, ne glede na vse. Nekateri psi so bili jezni. Ljudje smo različni, naše povezave v možganih so različne. In imamo različne ravni obrambe pred temi stvarmi. In ljudje, očitno je prepoznal, bodo veliko bolj zapleteni kot psi. Mislim, da je to v vsem tem spodbudno, kaj ne? Da smo vsi dejansko različni in vsi smo edinstveni snežinki. Druga plat tega pa je, da bo prihajalo do ustvarjanja dokazov in ustvarjanja zaznave. To lahko v bistvu izhaja iz umetne resničnosti, ki jo ustvari umetna inteligenca. Kar se bo zgodilo, to že vidimo in že se govori o globokih ponaredkih, poceni ponaredkih in vseh teh stvarih. To bo postajalo vse bolj in bolj sofisticirano in kot pravim, ljudem ni treba, da vsi verjamejo tem stvarim. Samo dovolj ljudi moraš prepričati, da verjamejo tem stvarim za svoje lastne namene. In včasih že samo ustvarjanje dvoma omogoči ljudem, da postanejo del zablode ali del zarote ali karkoli že je. No, to sem videl na spletu. Nisem prepričan, če je resnično, ampak moramo še raziskovati, še ni odločeno. In to ustvarja veliko izzivov za ljudi, ki nočejo živeti v laži, kot je rekel Solženicin. In mislim, da je to osrednja točka celotne knjige in vsega, kar počne. Vsakič, ko nekdo poskuša te prisiliti, da lažeš, te napeljati k laži, te pripraviti do tega, da lažeš, je to problem. To je odličen zaključek. Moramo verjeti v našo človečnost in se zavzemati za poštenost in resnico. Bak, hvala, da ste se nam danes pridružili. Kako lahko naši gledalci in poslušalci spremljajo vaše delo in dobijo izvod knjige Manufacturing Delusion? Najlažje je verjetno prek Amazona, da dobite izvod knjige, zato prosim, naročite Manufacturing Delusion. Jaz imam svoj izvod tukaj. In čeprav jo imajo tudi v nekaterih knjigarnah, si jo prosim oglejte. Vsak dan imam tudi radijsko oddajo, 3 ure. Oddaja Clay in Buck, ki je na 600 postajah. Lahko pa jo gledate tudi na YouTubeu. Prosim, oglejte si jo. Ukvarjamo se z dnevno politiko. Clay in jaz se zelo zabavava. To je veliko bolj intelektualno poglobljeno v eno temo, kot si lahko privoščimo na radio. Ampak radio je tudi zabaven. Upam, da si boste to ogledali. In Jonatan, res cenim tvoj čas in hvala, da si me povabil. No, hvala tebi. Želim priporočiti knjigo, ker to je tanka knjiga, ni dolga za branje, a res poglobljeno obravnava veliko pomembnih vprašanj, kar je bil tudi namen. In tudi naši publiki se želimo zahvaliti. Prosimo, ne pozabite spremljati oddaje Jonathan Tobin, dnevna izdaja, ki jo lahko poslušate kjerkoli poslušate podcaste. In ne glede na to, ali nas poslušate na katerikoli od teh platform, ali nas gledate v živo na Facebooku, X ali na JNS YouTube kanalu, prosimo, všečkajte in ali se naročite na JNS. Kliknite na zvonček za obvestila in nam dajte dobre ocene. Pišite nam na thinktwice@jns.org in nam sporočite, kje poslušate ali gledate oddajo in kaj si o njej mislite. In ne pozabite, berite in razmišljajte s svojo glavo. Se vidimo spet naslednji teden.